V Arboretumu Volčji Potok se dogaja mnogo dogodkov sedaj, mnogo se pa bo dogajalo tudi v bodoče. Kateri so to? Ja, torej, glavna stvar, s katero se letos tako pohvalimo, je prenovljen francoski vrt. Torej, Pušpanov motiv pred nekdanjo graščino smo zaradi dveh nadlog, se pravi zaradi Pušpanove vešče in Pušpanovega ožiga, bili prisiljeni zamenjati. In torej, v lanskem letu smo ugotovili, da je že naprodaj sorta, ki je odporna proti Pušpanovemu ožigu, in v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, ki je kasneje tudi prispevalo sredstva za nakup pušpana, in Zavoda za varstvo kulturne dediščine smo pripravili projekt zamenjave, se pravi starega obolelega pušpana za sorto, ki ne bo več zbolevala. Torej, ta sorta je zaenkrat na voljo samo zgodovinskim vrtovom in parkom in upamo, da se bo dobro obnesla. Torej, zamenjava pušpana je bil kar velik logistični projekt, torej sodelavci so to opravili v februarju. S kolinami so izkopali ves stari pušpan, torej dodali zemljo, splanirali, vtisnili železne nerjavne robnike, posadili pušpan, inštalirali zaljevalni sistem, položili travni tepih. Skratka, to je bil kar podvig in danes je ta naš francoski vrt takšen, kot bombonjera s pentljo, skratka, ki jo z veseljem nekomu podariš. Mi jo podarjamo našim obiskovalcem. Zdaj, to je recimo tisto, kar je letos zares novo. Zares nova je tudi energetska sanacija. Prvi objekt, se pravi galerija, je dokončan. V 3 mesecih je bila zaključena torej zamenjava oken, izolacija podstrešja, zamenjava energenta in objekt bo zdaj lahko funkcioniral celo leto, česar smo zelo, zelo veseli. Naslednji objekt, ki je že v delu, je torej stara uprava ali pristava in poleti, ko se zmanjša pritisk na trgovino, prije še trgovina. V vsakem primeru mora biti jeseni gradbeno zadeva zaključena in finančno torej tudi dokončana do konca leta 2025. Polovica sredstev je evropskih, ki se stečejo k nam preko Ministrstva za kulturo, to so sredstva za obnovo in razvoj, nepovratna sredstva, nekaj bo prispevalo Ministrstvo za kulturo, nekaj pa tudi Arboretum iz svojih prihrankov iz prejšnjih let. Torej, poleg nižjih stroškov obratovanja v prihodnje smo veseli tega, da se bo tudi videz poslopij pomladil in pa da bomo jih lahko torej bolje uporabljali tudi v časih, ko smo bili do zdaj omejeni. Slišal sem, da vas je ministrstvo pohvalilo. V čem je bila ta pohvala? Ja, pohvala je bila ta, da je to prvi objekt, ki je bil v Sloveniji po tej shemi saniran. Torej, veliko objektov je bilo nekako uvrščenih v to shemo, ampak je stvar časovno kar zahtevna. In očitno smo bili le tukaj najbolj prizadevni, smo prvi uspeli zaključiti sanacijo prvega objekta. A to je bila tista največja težava, čas ali še kaj drugega? To mislim, zdaj tako je. Pri papirjih gre vse v naši državi dvakrat počasneje, kot si človek obeta, pa še treba potem polovico tega dodati zraven. Stvari se dejansko vlečejo, ampak bili smo hitri, ko smo dobili informacije, smo takoj začeli pridobivati dokumentacijo in nam je pač uspelo podpisati pogodbo oktobra lanskega leta. No, še neka novost je, dobili ste svojo poštno znamko. Ja, tega smo pa zelo veseli, ker poštna znamka je pa neke vrste darilo Pošte Slovenije za našo institucijo. Uvrstili so nas pa v ta program turističnih znamk kot eno od točk, katero se naj Slovenija pohvali. Torej, to je znamka, ki je s svojo nominacijo namenjena mednarodnemu prometu in z njo bo pravzaprav Arboretum širil glas o Sloveniji tudi po tujini. Na znamki je upodobljen francoski vrt, dodanih je nekaj grafično upodobljenih tulipanov in ta francoski vrt in pa tulipane sta pravzaprav dve besedi, s katero največ ljudi poveže Arboretum, čeprav to niti zdaleč ni naša edina vsebina. No, pa še nekaj sem opazil in sem slišal, da zelo dobro sodelujete z nevladno organizacijo Spominčica, če sem prav seznanjen. Ja, torej preko doktorice Zdenke Čebašek-Travnik smo v sodelovanju s Spominčico in tudi z drugimi akterji, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami. Namreč želimo naš park usposobiti tudi za obisk tistih ljudi, ki ga sami ne morejo obiskati ali pa ne morejo obiskati s to infrastrukturo, ki je sedaj. Tako da prva pot, ki smo jo s pomočjo študijske komisije
akcije realizirali, je pot za spomin. Namenjena je pa osebam z demenco oziroma njihovim svojcem, da pač lahko pridejo sem in namesto, da pač doma se ne pogovarjajo o ničemer, doživijo neko skupno doživetje parka z točkami, ki jih torej predlagamo, da se sproži neka komunikacija, da se oživijo spomini. Torej lahko si sposodijo tudi voziček invalidski na vhodu v Arboretum, prej ga morajo seveda rezervirati, in pa tudi košarico z raznimi predmeti, ob katerih se potem zbudijo spomini in steče pogovor. Sem slišal, da je za bolnike to zelo spodbudna animacija. Ja, torej jaz sem tudi, kolikor mi je čas dopuščal, sodeloval v tej študijski skupini in moram reči, da ko vidiš človeka, ki je pač za to boleznijo prizadet, kako nenadoma oživi, kako svojci gledajo z velikimi očmi, odkot to veselje do petja, pa odkot vsa besedila, ki privrejo iz njih. Skratka, vidi, da se v naravi nekaj premakne. Narava tako ali tako zdravi, samo na to je treba ljudi na novo opozoriti. Za konec, na katere stvari, na katere dogodke bi še opozoril obiskovalce? Ja, vsekakor bomo tudi letos ponosni na našo pomladansko razstavo, pravzaprav se je že začela. Torej, narcise so pred polnim cvetjem, narcise pa nas trajajo 3 ali pa celo 4 tedne, tudi zato, ker vsako leto nekaj dosadimo in tiste, ki so bile lani dosajene, cvetijo kasneje. Narcise so čudovite, ker posadiš eno čebulico in imaš 5 cvetov in do zdaj smo posadili že 5 milijonov narcis. Se pravi, dejansko postajamo z narcisami zelo, zelo optimističen, torej svetu park in čas za to za obisk je sedaj. Se pravi, ne čakati do konca aprila, ampak pridete že zdaj ob koncu aprila in ne boste obžalovali. Tulipane smo letos premišljeno sadili tudi nekoliko senčnejše lege, da bi malo zamaknili njihovo cvetenje, namreč če je pomlad topla in tulipani zacvetijo hitreje, kot bi si želeli. In pa tudi skušamo z lokacijo Gred podaljšati to obdobje, ko so lepi. Ljudje pač, ko pridejo v Arboretum, pričakujejo, da cvetje bo in če ga narava ne da, ga moramo sami organizirati. In na ta način, v ta namen smo napravili tudi cvetlični labirint, v katerega vlagamo zabojčke z siljenimi rastlinami ali pa z rastlinami iz hladilnice, ki cvetijo nekoliko kasneje. Tako da tudi, če bo letos zelo zgodna pomlad, za 1. maja bo vse v cvetličnem labirintu cvetelo pomladno cvetje. Hvala lepa, se lahko prosim še predstavite. Matjaž Mastnak, direktor Arboretuma Volčji Potok.